Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervju. To je prva sezona in 12. epizoda. V tej epizodi pa je moj gost Nace Junkar. Najbrž vsi poznate tisto pesem Vrniva se na najino obalo, ki jo je ustvaril skupaj s Heleno Blagne in seveda še številne druge pesmi. Vse to in še več nam bo on povedal kar sam. Gospod Nace, dobrodošli in seveda hvala, ker ste si vzeli čas, da vas lahko spoznamo. Miha, lep pozdrav. Najlepša hvala, seveda sem si z veseljem vzel čas, zato ker si me prijazno povabil in rojaka sva. Ne? Tako je. Trenutno sem tudi čisto blizu tebe, ne? Tako da sva se sploh lažje dobila in sicer pevec sem, ne? Sicer tudi slovenist, ne? Ja, sva trenirala mačkan prej, tako da me kar popravite med intervjujem, če bom kakšno stvar... No, takoj te popravi, med intervjujem. Med intervjujem, tako, kar popravljajte me. Za ČČŽŠJ prehaja v E. Lej, pa veste, zakaj me popravljajte? Cene češnje ŽŠJ prehaja v E. ČČŽŠJ, ne? Cene češnje ŽŠJ prehaja v E, ne? Pa še Đ. George. Okay. Kar popravljajte me to, pa ne bom popravljal, me dodaja, če ne bo predolga. Ne bo predolga. Zato, da to tudi mene lahko popraviš, veš? Prav, zato, da bova še ostale poslušalke pa poslušalce kaj naučila, zato, ker verjamem, da nas je veliko takih, ki delamo napake, ki jih mogoče povprečen človek niti opazil ne bi, ne? Tega je toliko, da se včasih za kakšne sploh ne splača. Če pa se nekdo odloči, nekateri ne marajo poslušati, da delajo napake, recimo, ne. Pa povejte mi vi osebno, a vas recimo moti, če... Zelo. Ampak če ima nekdo nek intervju, poglej, pri tebi se sliši ta čudovita dolenjska melodija, kar meni popolnoma všeč. Tudi ko pridem na radio na Primorskem, se čuti pri voditeljih, tudi voditeljih, ki so izobraženi, se pa vendarle čuti malo tista lepa primorska melodija in meni je to všeč, absolutno. Ko sem jaz prišel na akademijo, na tole, kako se reče, tisto, ko prideš na informativni dan, so rekli, govorili ali peli boste knjižno, ampak ne pozabite, da narečja, ki so naše bogatstvo. No, pa pridiva na glasbo. Ja, res je, se strinjam. Začel si, Miha, z duetom, ki je bil seveda nekje po prvi tretjini, če ne še malo dlje, leta 89. Začel sem pa peti pravzaprav kot otrok. To me zanima, malo me zanima vaša zgodovina, da se popravim. Pa začneva od začetka, ne? Le začniva pri Homeriji, ne, gre tista. Tako, kako ste vi sploh začutili, da se boste začel ukvarjati z glasbo? No, recimo, to tel pa nekaj lahko naučim, ne? Ja? Kako ste se vi sploh začutil, ne? To je polovično vikanje, ki ni dovoljeno, ne? Kako ste se začutili, ne? Gospa, ali bi prišli? Ne gospa, ali bi prišla. Ja, sem se potem popravil, zato sem pa takoj spremenil. Miha, midva bo samo o slovnici govorila in o pravorečju, tako da greva na to. Na glasbo, ja. Takole ti bom pokazal, če bom želel, da kaj povem. Ne? Tako. Skratka, jaz bi začel tam, ko sem bil otrok, so mi rekli, da sem prej govoril kot pev. Prej sem pev kot govoril, neko Tinka Tonka pod goro, tisto dekle moja bo. In v intervjuju, ki sem ti ga poslal, so mi celo zavrteli to pesem. In potem pa, kar pomnim, ne, sem pev, spomnim se, da sem si naredil iz kartona kot tako televizijo, namreč sosedje so že imeli televizor, edinega. Ker moja starša sta se preselila iz Šentjerneja
in Kostanjevice gor na vrhu. Naš rod je iz Kostanjevice gor, čist na vrhu, zadnja vas, ki spada še pod Kostanjevico, včasih Krško, ampak sta se moj star oče in njegov brat poročila na šenternejsko stran. Mami pa iz šenternejske strani, iz sel. Tako da sem hodil, vsak vikend smo hodili na sela ali pa v Drčo, to je za Pleterjem zadaj, ravno kar so podrli tisto staro hišo. Pleterje so Drča 1, mi smo bili pa 4 tam za obzidjem. No in tako da mi je šenternejska govorica mi je tako domača in blizu. Jaz sem ob petkih zvečer poslušal oddajo o izseljencih pa o pomorcih. Oni pa so se v hiš se je reklo, pogovarjali, tista govorica, melodija in tako mi je ostala. Jaz sem pa na srednjem valu še poslušal oddaje in tudi to je bil pa povod, da sem leta 90, se pravi eno leto po Vrniva se na eno malo, sem Oto Pesterju rekel, če bi lahko napisal, zdaj malo tudi pogovorno govorim, da ne bi bilo pomote, če bi lahko napisal eno pesem o slovenskim mornarjem, eno himno. Namreč ene pesmi nisem vsa leta slišal o slovenskem mornarju, neko hvalnico, neko himno slovenskim mornarjem. No in jo je naredil, je bila pa zelo težka za zapet. Joj, kje? Jaz kadar sem šel na kakšen festival, ker na festivale pa že dolgo več ne hodim, mimo grede ne povem, da še nekaj bom povedal, ena zanimivost. A se bo festivalom vrnila? Ja, bova. No, bom pa takrat povedal. Zakaj nisem potem več šel po slovenskem mornarju. No. Skratka, nikoli nisem mislil iti na zmago, ba je, da športniki pa morajo iti na zmago, da si rečejo, grem na zmago. Ne, tukaj pa ni dobro. Ti, če si umetnik in tako pevec, ti moraš misliti, da boš dobro odpel pesem. Ker jaz sem za posnetek pri slovenskem mornarju, recimo sem šel dol, Slovenija, na festivalu je pa fajn, da končaš z visokim tonom Slovenija in greš potem gor in držiš, da moram se zdaj tukaj dretne. Ja, no tako. In tisto pa je bila strašansko, sem se bal tistega festivala, pa je bila spet zmaga, no tako. No, kot otrok sem pel, a greva kronološko ali boš festivale kasneje? Po želji, imamo oboje za obdelati, dobro, po želji. Ja, skratka, bi šel po vrsti tako samo, kako je šlo s tem petjem. Ni problema, lahko. V drugem razredu, morda da smo že iz prvega hodili, ampak gospa Marta Gogala je bila na osnovni šoli Polje, kamor sem hodil, je imela pevski zbor za te nižje razrede in sem solo pel vedno. Imam celo fotografijo, ko pri tisto staro šolo v Polju, ne vem, ali citiram ali pojem, ker sem oboje počel. V 5. razredu, to pa že na novi šoli v Polju, smo šli, sem pa igral in pel Kekca Vandotovega, imam tudi fotografije, in potem je bilo pa eno obdobje kakšne mature, ko se glas spremeni, kaj mi pa je. Mutacije. No, naj povem v tem trenutku, da tudi ženske mutirajo, ampak pri ženskah včasih se sliši, včasih ne, največkrat se ne, s pregledom pri ORL, foniatru, se s stekelcem ali s kamero vidi, ali je dekle že mutirala. Ponavadi je to prej, zato z dekleta lahko začneš poučevati solo petje prej kot fante. Pri fantih se pa zelo, zelo sliši. No, pa jaz tako in tako vsakega pošljem skoraj na URL na pregled, da vidim, kakšni sta glasilki, a sta krajši, čim krajši sta višje. Naj samo še dodam, da ste vi tudi učitelj solo petja. Ne, pedagog. Okay. Pedagog solo petja, ja. Pravilno, no, lahko pa tudi rečemo učitelj, se nič tasga. Mogoče pa pedagog učitelj, beseda tu je. Ja, no, sej do tega bova še kasneje prišla. Ja, ker učitelj petja, pa ko si rekel solo petja, je to čisto redo, ampak učitelj petja je pa čisto nekaj drugega, ima tam en zbor, pa nekaj tako. Moram pa priznati, da je toliko učiteljev solo petja se pojavilo v zadnjih 15-20 letih, da je to... Namreč, ti si odgovoren za... Pa so kvalitetni ti učitelji. Ti moraš, kako bi človek rekel,
če nekoga poslušaš, ne, pa ne moreš ga vzeti, da imaš prepolno ali nimaš časa ali je kakšna bolezen, da ne morem. Ne. In tako potem svetujem, ne, kam ne gre. Zdaj prisegam na zelo malo pedagogov, namreč pedagogov in glasbenih šol pevskih zdaj toliko, od mnogih, ampak res od mnogih, slišim tako hripave glasove ali pa tako petje na noter, mi rečemo, in to se dotika potem grla, ne? Mi temu rečemo petje nad grlom. Glasilki morata lepo, vsak človek ima 2 glasilki, ki morata lepo skupaj priti. Ne? In če pa ne poješ pravilno, pa se one 2 drgneta, ravno tako kot govor, recimo, ne? Učiteljica, učitelj v šoli, profesor, ne? Če ima glas tako spredaj, kot zdaj le govorimo masko, potem je to super, bo redko postal hripov. Če pa govoriti že po naravi tako noter v grlo, a ne? Bo pa slej ko prej prišlo do kakšne operacije polipov ali česa takega. Skratka, no, potem sem tega kekca, pa je bilo obdobje mutacije, potem sem šel pa prvi letnik gimnazije in smo peli v šoli, sreča pa je bila, da me je oče dal učiti, kot talenc, ne, učili, takrat niso na glasbeni, ne vem kako je zdaj, so poučevali klavirsko harmoniko, ne, in me je oče dal z mojo mami, ne, sva želela, da bi jaz se šel klavir učiti, ne. Oče je bil vratar v papirnici v Vevčah, ker je bil invalid na eno roko, mami pa je šivala doma in je bila z eno gospo že tako dogovorjena, da bo toliko časa je šivala, da izplača tisti nek star klavir, ne, ampak ne, očetova je obveljala, ne, ampak hvala Bogu, da me je dal učiti harmoniko, kajti v prvem letniku gimnazije mi je rekel sošolec, Nace, dej študirati solo petje, ti čist drugač poješ kot mi, smo bili en tak razred, smo radi peli. Jaz pa nisem vedel, da se da študirati solo petje, govorimo o letu 1973. Ja. No in moj sosed je poznal pianista Andreja Jarca in tako sem prišel na akademijo, da bom kar direktno hkrati delal gimnazijo in akademijo. Potem pa smo šli po stopnicah dol in pravi pianist, pokojni Andrej Jarc, veste, zdaj pa v Ljubljani uči Ksenija Vidali, poročena je bila s slovenskim skladateljem Demetrijem Žebretom. Sem zasledil, to sem o njej bral tudi, ste dobo priznanje, ampak boste kar povedal sam, ja? Kar naprej. Ne vem, kje sem ostal, ker si me zmotil. Smo šli po stopnicah dol. Tako, ja. Nisem nobenega priznanja dobil od Ksenije Vidali, edin v spomin sliko. Marljivemu učencu je napisala, ne vem, kakšnem priznanju zdaj govoriš. Bom potem povedal, kar govorite naprej. Preveč me prekinjaš, veš, kar pusti me, zmedem se potem, veš. Skratka, Ksenija, smo šli po stopnicah dol, pa pravi, veste, zdaj pa v Ljubljani uči svetovna primadona, in res je pela po celem svetu z najmenitnejšimi pevci, kot so Beniamino Gilli, kaj so še bili, Giuseppe Di Stefano in tako. No in ta sosed moj pa rekel, veš, to je pa svetovna pevka, smo šli pa še k njej, najprej me ni hotela vzeti, ker je že imela 5 pevcev, potem pa sem vztrajno hodil k očetu v službo na telefon, ker ni bilo še doma telefona, tam v Vevčah, kjer sem, ne. No, in mimo grede, zdaj so TV Veselak, Radio Veselak, Aktual, časopisi, vsi so zdaj moji sosedje, na Vevčah, ne se mi rečemo, ja. No, skratka, in sem potem prišel k Kseniji Vidali, ne. Zlagal sem se ji, dobro, da je naredila en uvod, da mora biti fant star 18 let, jaz sem bil pa 16, ne. In sem se izlagal, ker sem zgodaj mutiral, to je pa res, ne. Tako da sem se na 3/4, bom rekel, zlagal, bom več nas je vzel raje. Potem seveda sem jih povedal, ne, da me je vzela, ne, verjetno jaz več tega ne vem, ker je res tako dolgo to od tega, ne, 51 let bo, ne. To je že kar. Ja, veliko je, ja. No in potem seveda sem mi verjetno zelo malo povedal, ne. Če bi takoj povedal, bi rekla ne, ampak ko je videla že glas, pa to, pa on, veš kaj mi je pa rekla? Tako kot jaz včasih komu zdaj rečem, ki ga vzamem, da ga bom učil, ali pa jo vzamem. Vedno govorimo o obeh spolih, da se razumemo. Pravilno. Ne, poslušalcem povem, ne. Da sem
da je moj glas neobdelan kos kakovostnega lesa. Ti bi rekel kvalitetnega, ne si prestiž, ampak jaz po slovensko rečem kakovostnega lesa, ne? In da je to treba zdaj spiliti in vse, ne, oblikovati. In res sreča, da sem pri gospe bil. No, potem pa sem bil na tekmovanju v Italiji, v Trevisu, ki me je poslala leta 77, istoletno kot je bila matura. Zato sem imel 2 popravna, matematiko, fisko, namesto da bi šel na popravna in na maturo, sem šel v Treviso na tekmovanje junija 77. No, 3 smo bili iz Jugoslavije. Od 18 let do 33 je bil razpon. No. Z Beograda je bil, iz Makedonije pa jaz kot najmlajši. No, in sem dobil nagrado za najbolj obetavnega pevca in ta diploma mi je vedno prišla prav o življenju. Tako da sem potem tista 2 popravna naredil jesen. Sej, fizika je bila moja malomarnost, ker fisko se naučiš in znaš čiste enačbe, ne, zdaj tako bolj po domače pogovorno govorim. Ne. Matematike vam pa povem vsem poslušalcem, da jaz tistih odvodov in tistega integrala se, to je že toliko nazaj, na predvečer popravnih, namreč to je bilo potem jeseni, ne, to je bilo v 3 dneh vse, popravni matura. Ne. No, in sem šel klicat mojo profesorico slovenščine, ki se je takrat v takih zrelih srednjih letih sta se poročila s profesorjem matematike, pa ne mojim. Šel sem k trgovini na ugovorilnico in rekel, gospod profesor, jaz imam jutri iz matematike. Saj bo moj mož zraven, bom že naročila. In to me je rešilo. Ko je ona še vrtala, namreč ta profesorica je bila pa ista in me ni prenesla. Niti mojega petja, vse je šlo na živce. Sam mogoče je imela prav, zato ker pri fiziki res bi lahko znal, pa nisem znal. No, skratka, pri fiziki me je po komisiji, fotocelica, vse sem povedal, kar je bilo v knjigi. Je pa en študent bil v komisiji, je rekel dovolj, no, in tako sem naredil. Tako, no, potem pa matura, tiste pa šlo. Je šla potem matura. Ja, tako. Nič, potem sem pa, sem rekel, to je prezgodaj, me je poslala še v Ljubljano tudi na tekmovanje, smo pa 4 za nagrado tudi leta 77 dobili službo, možnost takoj še redne zaposlitve v Ljubljanski operi. Ampak sem rekel, moram če nekaj študirati, kaj če bo z glasom kdaj kaj narobe, sem bolj tak ziharaš, rečemo tako, ne, lepo ne slovensko besedo, zihar je nemško, v Ljubljani je dosti tega. Pa sicer imaš, veš, te izraze, recimo kopftoni, ne, da skopf je glava in sicer najvišji toni se pojejo v čelne sinusne votline prav v glavo, ne. Vsi rečejo kopftoni po celem svetu, tudi pri nas, ne. Skratka, zdaj sem pa jaz pozabil, mi lahko spomniš, kaj sem pripovedoval. Ja, vi ste zdaj začel razlagati o tem, da ste proti tem, ko ste šel v opero, potem, ko so vas... Ne, pa sem rekel, grem študirati. No in sem šel potem na igralsko sem bil sprejet, ampak bila 4-letna. Srečo me je našo operno pevko, s katero so se poznali in je rekla, Nace, kaj boste šli pa zdaj? Se rekel, na igralsko, ne, da bi hkrati delal, ne, to pa potem, ne vem, kaj bi se odločil. Dajte no mir, je rekla, in veste, če to mene na Vanda Gerlovič, to je bila izvrstna sopranistka, ne. Oče tam ne, pred Brežicam, nekje doma, njena sestra je bila pa akademska slikarka Alenka Gerlovič, ne. Če mi to Vanda Gerlovič reče, vzamem pole ven iz AGRFT in nesem v staro Ljubljano, kjer je bila pedagoška akademija 2-letna, ni bila še fakulteta. Sem rekel slovenščino, prav še nekaj morate zraven in mi našteva, zgodovina in to, in reče knjižničarstvo, tako da sem vzel knjižničarstvo še zraven. Ampak, eno zanimivost bom pa vseeno povedal. Jaz grem iz drame, zadnjega februarja 77 grem iz drame z ene predstave v podhod na avtobus, ki me je pripeljal v Vevče. Nasproti pa pride tam pri Maksima, to je bilo osvetljeno, ne, tako Ljubljana je bila slabo osvetljena takrat. Pride pa direktor opere, ne, Ciril Cvetsko, torej dirigent z predstave tudi. Rečem, dobro večer, maestro, on pa dvigne klobuk, pravi, dobro večer, kdo pa ste, in povem, zakaj pa ne pridete? Jaz sem rekel, sem šel še študirati, ne, ker smo 4 dobili za nagrado službe, ne, v Ljubljani.
In sem rekel, koliko pa še imate? Sem rekel, jutri se začne zadnji semester, ne 4. To boste kar hkrati, sem rekel, kako to mislite? Pravi, jutri 38 v moji pisarni. In tako sem 1. marca 1979 šel v zadnji semester na Pedagoški akademiji in začel službo v ljubljanski operi. Najprej v zboru, potem pa sem pel solo in so me porabili, pač smo imeli eno skupino solo zbor, tako da sem pel ali v zbor ali pa solo. Zelo veliko sem pel in rad sem to delal. Je bilo pa 2-krat na dan. Imeli smo pa zelo veliko dopusta, poleti več kot 2 meseca, pa še za te 1. maj, pa še prejšnja praznovanje v Jugoslaviji in tako naprej. Izvoli, Miha. Ja, za vami je kar tako dolgo obdobje v operi, več kot 30 let, ja, če se ne motim. 33 let in pol sem bil, ja. Veliko je bilo to predstav, ne. Kaj sem na leto tam okrog, kaj pa 120 verjetno, ne. Ampak, veste, ljudje si ne predstavljajo, namreč tam 85 do 90% so vaje, ne. Ja. Predstave so samo potem, ko se zastor odpre, ko je vse narejeno in ko je narejeno, ko se ponavlja, potem, če 2 meseca ene predstave ni, je spet par obnovitvenih vaj, da se spet to ponovi. Potem, kakšna predstava tako dolgo traja že, ene grejo po tako imenovani železni repertoar, kot so La Traviata, Nabucco. Torej, jaz izgovarjam italijanske opere, če se le da, tudi kakšne tuje, francosko ne znam, Nabucco, pravilno z 2 c-jama, ne. Ker v italijanščini 2 konsonanta spremenita pomen, lahko tudi, ne. Recimo imaš tam v zboru sužnjev v Nabuccu, ne imaš sui clivi, sui coli, smo enkrat pelni v italijanski dirigent, ne, baterije, ne, koli, ne, enterokoli, in to z bakterije, ne, kolli, 2 l-ja, so pa hribi. Ja, zato, da bojo poslušalci tudi razumeli, ne. Jaz ni sui clivi, sui coli, ampak sui clivi, sui coli, tako, no. Zdaj, skratka, ja. Kar povejte. Ne vem, kaj sva že bila, kje sva bila. Hotel sem vas edino vprašati, verjetno je bilo v tem času veliko raznih tudi zabavnih dogodivščin ali pripetljajev, a se mogoče spomnite kakšne take posebne nerodne veliko situacije? Zanimivih stvari, veliko lušnega je bilo, si jih pa dobil pa tudi po glavi. Včasih, ja, seveda. So bili kakšne kolegice in kolegi, ki niso privoščili, da bi ti kakšnega uspeha in tako naprej, tako da je bila sreča, da sem po enem letu šel k vojakom, kjer sva z Otom Pestnerjem bila nameščena, ne. On za popevke je za te borbene pesmi s tem glasom, ampak da je on lahko šel na kakšne festivale ali kam, sem jaz njegove pesmi pel, popevke, in tako se je začela pa zabavna glasbena, to je kasneje prišla. V operi je bilo pa veliko zanimivega. Naj povem, kaj je bilo. 19krat sem uskočil in enkrat čez noč zaradi obolelega kolega se naučil, veste, pri Verdiju Giuseppe Verdi veliko orkester ti zraven igra melodijo, tam, pam, 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 neko poješ, recimo, ne. Giacomo Puccini pa ne. In sem tistega cesarja, se ni blazno velika vloga, ni pa majhna. Čez noč sem se naučil. Danes si tega ne bi upal, ampak se mi zdi, ko si mlad, ne, pa zelo sem bil, no, zdaj nimam spomina več tega, ne, ampak ko si mlad, se tudi več upaš. Spomin sem imel pa tak, jaz, ko smo šli opero drugič skozi, jaz sem že skoraj znal, ne. In sem se res po noči, celo noč in drug dan sem jaz tisto. Me je klical direktor gor in je rekel, tale je odpovedal, jutri je pa koprodukcija Salzburg, Nica, Cankarjev dom, opera v Cankarjevem domu. In naslednji dan je bila v bistvu generalka, tako, ja. In ko ti zaploskajo vsi pevci in orkester, to je pa najbolj važno, veste, godala tako zloki, ne, ostali pa bravo, pa tako, ne. Ko te orkester
za ploska to je največ. Veste, oni najbolj vejo, kakšen je dirigent, kakšen pevec in tako naprej. In to je bil res velik triumf. In to je bil novinarki Sonji Javornik tudi ena zanimiva stvar, je za njo zelo dobra. Članek so ji objavili v Delu, no pa še napako je naredila, se vedno hecava. Ni Turandota brez naceta, ne? Ni vedela, Turandot je žensko ime, ne? Ki se skljanja Turandot, ne? No, to se vedno no in so jo objavili v Delu, ne v kakšnem tako, včasih bile se revije tam, ne, pod Delo v glavnem. Ja, v Delu je bilo objavljeno. Res, vam pa povem, ti pa povem, to je pa vsem poslušalcem v bistvu zdaj govoriva, to je pa tako težko bilo in ne vem, to je, visel sem zgoraj tako visoko, da se v prvo vrsto ne vidi, da bojo dol nekoga pripeljali, pa ne do tal, ne? Tako do sredine. Začudno, da se nisem bal. Imel sem enega padel. Kaj sem rekel? Kaj sem rekel? Pol? Ja, se vidi, kje sem že par dni, ne. Enkrat pridem na predstavo Opera Nabucco. Kuža se sliši. Se dal sliši. Imamo 2 krasna kužke tukaj zraven. No in enkrat pridem direktno iz Kostanjevice na predstavo, ne, in tam v zadnji sceni, prav pri Operi Nabucco, je taka tema in gremo 18 gre gor, ne, in rečem jaz kolegu, pa zdaj v špol, kako so se smejali. Mi rečemo padu, ne. Ampak veš, si v tukaj prišel, mogoče sem 2-3 dni tukaj in se nehote navzamaš nečesa, ne. Kar ni nič slabega, ne. Tako. Seveda. Lahko tudi kaj po šantrnejsko povejo, veš. Kamot, jaz pa po naše, po domače. Veš kaj, tukaj na tej mes nemamo nič za jest pa za pijet. Ni tako lošno, veš, sem ta mikrofon pa ta tvoj računalnik. Tako, Se da pa vse zrihtati. Veš kaj jaz naredim, če še interneju zadnjič bila ta velika dobrodelna preditev, ne, za gasilce pa za enega fantka, ki je bolan. In sem rekel, sem že drugič sem pravzaprav zdaj naredil, veš, pa sem rekel, ste že zapeli himno, bil sem pa zvečer na vrsti. Sem rekel, ste že zapeli himno, ne, vsi rečejo ne. Zdaj mi se, da bom jaz himno začel našo. Začnem pa lepšega pteča, ne, šantrnejsko himno, ne. Če kdo od poslušalcev ne pozna, bom takole zdaj zapel. Lepšega pteča, ne, ko je petjeran, lepšega kraja, ne, ko je šankjeren. Mora biti K, veste, ne šantjerne, ampak K, šankjeren. To še jaz nisem. Pa vsi zapojejo za mano. Je več kitic, nekje imam zapisane, ampak znam, da pa ta je bistvena. Te ne poznam, je zato meni ni poznano, no. Ja, se vidi razlika, ne. Pa si tako blizu, ne. Ja, pa sem res blizu, ne. Ampak meni so recimo pri teh narečjih res, zdaj sva šla malo ven, ampak se nima veze, ampak pri narečjih. Zveze. Meni je... Telefonska zveza, zakonska zveza, ne zakonska, zakonska zveza. Enkrat sem rekel prijateljci, ki je matičarka, ne. Sem rekel, veš kaj, pri vas nobena ne velja poroka. Ja, zakaj ne? Ja, skozi zakonca je prav, ne? Zakonca, ja. Zveza je, ja, telefonska, karkoli je zveza. Veza je pa po hrvaško, ali po srpsko. Ampak mi je zanimivo to, da če poslušaš človeka iztrebnega, je čist druga govorica, kot če poslušaš nekoga iz Šentjerneja, oziroma se je dolensko narečje, ampak... A je treba iti tako daleč? Jaz sem prepričan, da že ne rataš že tukaj par kilometrov, tebe je drugo kot pri tebi, pa je 3 kilometre, ne. V Šentjerneju čist drugače govorijo, kot pa recimo... Pusti, Šentjernej je daleč. Vmes vasi že drugače govorijo kot tvoja. Sigurno. Jaz vidim razliko, to smo se pa na slavistiki, ne, ko sem študiral, smo se učili. Vi verjamem, da to še precej hitreje. Na slavistiki smo se to že nam je povedal. Recimo, Kostanjevica Šentjernej, ne, Kostanjevica je najstarejše slovensko, Ptuj je najstarejše slovensko mesto, Kostanjevica je pa najmanjše slovensko mesto. No, tega pa nisem jaz povedal. In smo imeli leta 2002, ko je 750 let Kostanjevice bilo, smo imeli tudi pobratenje, takrat, če nismo bili občina,
ampak je Vika Potočnik prišla, pri nas je bil pa predsednik krajevne skupnosti, Rakovič je bil in je bilo pobratenje dveh slovenskih mest. Ne. To so ljudje že kar pozabili. Zvečer smo imeli pa predstavo operno, ki je vse plačala Krka. Je rekel pokojni direktor Krke, gospod Kovačič, nihče ne bo plačal vstopnice. Samo prijaviti so se prišli gor, ker več kot, 1000, koliko jih gre not. Koliko sem jih še jaz pol spustil not domačino. Veš, ta pride, pride. Se jih pa takoj nabere. Ja, tista leta sem jaz zelo veliko bil tukaj, no, kasneje pa potem je pa oče umrl, pa jaz sem depresijo hudo dobil, 2002 pa mami bila slaba, je bilo pa kar enih 10 let skoraj, ker sem bil pa zelo malo v Kostanji, mamo sem skrbel, nekako se mi je zdelo razumljivo, če je ona zame kot za otroka skrbela, pa še potem ves čas, namreč oče ni dovolil, da študiram solopetje, ne. Na skrivaj, ja, to je bilo privatno, ne mami na skrivaj mi je plačevala tiste ure. Ko sem imel pa prvi nastop tam v Vevček v dvorani, čisto malo ljudi prišlo, bil operni, ne. Par kolegov iz opere, takrat še ne kolegov, še nisem bil operi, sem pripeljal, oče je pa hodil kot pav, bil skupaj. Mami pa ni šla in šele kasneje mi je povedala zato, ker je mislila, da bom imel tremo, če bom oba starša videl v dvorani. Ko sem pa popel, ko prvič nastopil, seveda je bilo pa vse, sploh še not nisem mogel v dvorano. Tako pač je, no, danes je pa drugače, danes je pa vse polno, opera, vse. Ja, potem sem šel študij pri gospe Kseniji Vidali, je bil čudovit, to je ena velika dama bila. Par njenih pesmi je na YouTubu, Arije so na YouTubu. Povedali mi je toliko zgodb iz svetovnih odrov, naučila me je manir lepih, naučila me je nikoli zamujati. Če zamujaš sporočiti, ne, danes je to lažje s temi telefoni. Ja, danes je to čisto drugače. Prej sem pozabil povedati, ko ni bilo še teh GSM telefonov, ne, GSM, so bili še uni večji, ne, so šli preko dajnikov, ne. Jaz sem ga pa že imel. Saj veste, odkot je ustanovitelj mobitela doma, ne, še interneja, ne. Ja. No, skratka, jaz sem ga že imel, to so pa starši moji, tako sem povezavo z njimi, to je bilo res fajn, če sem jaz v Ljubljani ali pa kje, ne. No in, ker sem ogromno po celi Sloveniji sem nastopil, ne, se še vedno, ne, sem zdaj veliko manj. Ja. No in takrat, ko sem visel gor, ne, tista vaja, ko je bila generalka, ne, potem je bila pauza, mene so pa pozabili gor, ne, nihče, upijam dol, nihče me ne slišal, ker Cankarjev dom je to zelo visoko, govorim na odru, ne. Ja. To mora biti strašno gor, veste, kje so reflektori, če bi na Cankarjevem domu na odru pa gledali gor, v višino se vam zvrti, tako je visoko, ne. In jaz primam telefon, vprašam na informacije, koliko pa Cankarjev dom številko, pokličem centralno in rečem, dajte mi špicijenta, ne, tega vodje predstav, pokličem rekel, dajte me dol spustiti. Ja. Kakšen, no to je recimo ena smešna stvar. Ja, no. Iz opere. Joj, enkrat sem uskočil travijati in mi je maestro Švara tako zaupal, je rekel, nas je bi vi čez 3 dni, no, v Mariboru znajo samo italijansko še to predstavo, to vlogo in predstavo. Naša oba kolega sta pa zbolela, ki to pojeta. Jaz sem pel eno drugo. Zdaj pa tisto drugo je moj, tisti, ki me je zamenjal pel, ta je bila pa tenorska in sem, vse sem bil takrat na odru, pa vendar je pa še tenorsko je bilo, jaz sem bariton, jaz nisem tenor, ne. Ampak imam sposobnost spet te visoke tone, zdaj ne več toliko, ker ste se glasilki že podaljšali. No in tam prva stvar, ki vstopiš, mi rečemo je, on reče, naj zapojem, jaz pa bi moral zapeti. Pravi mojster se brani. In jaz, pravi mojster, pozabim in hitro naredim, se braniš in še poudarim, ne, in sem isto, v bistvu pravilno naredil, ne. Tisto, ja. Ma vedno sem reševal nekaj, kaj pa jaz vem. Ja, sej. Ja, muzikalen sem, me pa dajte tam eno drevo posaditi, pa ne znam. No, vsak je za nekaj, ne? No, se še kaj drugega znam, ne, ampak kakšne take stvari so pa... področja na enih... Ne, enih ne, pa še s hrbtenico so težave in tako.
Sem imel junija 66 let in pa še te problemi s to hrbtenico. Boreliozo sem imel med prvimi leta 87 in 3 mesece niso vedeli, kaj je, tako da je tisto zastarano, depresija je bila huda, sem se zdravil, tako da. Po depresiji nisem se mogel več besedil zapomniti, ko je nova opera prišla. In sem pač, takrat sem moral invalidsko upokojiti. Nastopam pa še, seveda veliko manj, ampak vedno je nekaj. Zdaj smo imeli otvoritev v Novem mestu visoke kmetijske šole, pod Trško goro je zdaj srednja pa višja, tukaj pa še visoka. Vse ima malo drugačen naziv. Aha, zdaj pa še visoka. Ja, me je gospa Leja Colarič dekanja prosila z Kostanjevca in sem šel v zadnjič te dobrodelnih imam pa res veliko. In naj povem, da me je leta 2019 takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor me je seveda zastavo Republike Slovenije nekako odlikoval na nek način. Za teh naredil sem pa v Ciriusu v Kamniku. Včasih smo rekli dom invalide mladine ali kako, Cirius je zdaj. Cirius, ja, se je bilo že več kot 700, ampak sem rekel, bom tam naredil. Sem sporočil samo na šolo. Vedel sem, da bo gospod predsednik pokrovitelj, ampak včasih je pokrovitelj pa ne pride, samo pokrovitelj preditve. Je pa bila zanimivost, da je bil pa tudi na moji 600. To je bila pa obnovitev bolnice Sežana. Ja. Je bilo tudi na moji 600. No in imam fotografijo, je bil kar puloverju in mi je prinesel na oder to posebno protokolarno darilo, priznanje. In sem bil čist. To mi je pa toliko pomenilo, ker sem se spomnil, ko je mama rekla, imel sem Fičota, potem Jugota. Veste, dokler ne zmagaš na nekih festivalih in to ne moreš, nimaš še cene neke in tako. Operna plača je bila slaba, ampak jaz sem tako rad v operi pel. Potem, ko pa zmagaš na festivalih, se pa cena seveda bistveno dvigne. Ker takrat tudi ljudje, po mojem, začnejo... To se hoče reči, oprosti. Ja. Mama je rekla, moraš iti, sem rekel, če pa rabijo. Pač. Ja. Tak sem. Ker tudi se mi zdi, ko ti enkrat uspe, oziroma da si mačkan, da te ljudje opazijo, lahko tako rečem, potem šele začneš pridobivati lahko, čeprav... Na čem? Na prepoznavnosti. Tako, na prepoznavnosti in tudi na ceni, recimo na tem opol, da je tudi nekaj vredno s tem, kar delaš. Jaz pravim tako, Ja, pa všeči mora biti, mislim, glas, Tako, in prav je, jaz pravim, prav je tako, če ti, jaz pravim... Ko sva govorila o duetu s Heleno Blagne, vrniva se na eno obalo, to najprej ni bil mišljen duet. To meni je Oto zaigral na pianino. Helena je bila takrat velika zvezda v bivših teh republikah, v Makedoniji je bila velika zvezda, pa vse povsod tam, na Hrvaškem povsod. Pa je rekla, veš, tako bi rada še v Slovenijo prišla, malo so jo že poznali tukaj, No in pa skupaj sva vedno samo čuvati ljubezen, nama je en muziko tako naredil, ker sem z Meto Močnik to posnel ploščo najprej. No, to sva imela pa vsak svojo, sva pela kakšno, No in potem pa jaz rečem, Oto, kaj pa če bi bil to duet, prav veš, v redu bi bilo, jo je pa že poznal. Bil sem na Bledu, pokličem Heleno na Jesenice. Najbolj sem se bal, ker je na enem ovinku vedno, ki ni prednostna, iz neprednosti vedno tako predivjala na prednost tam pred Bledom, ko še ni bilo avtoceste, tega sem se najbolj bal. No, skratka, dobila sva še v župnišču in sva na harmoniji, ko je bilo treba še pritiskati, da je delal, določila tonaliteto. In sem je Soto sporočil, s katerega Duran naj naredi ta duet, ker besedila še ni bilo, ki je bila mišljena samo zame ta pesem. No, potem je nastal duet. In ko sva snemala, jaz sem posnel bi samo, temu rečemo grunt, neka osnova, niso bili še vsi inštrumenti. In najprej sem snemal jaz, ker sem zvečer predstavo v operi v službi, Traviato, še danes vem. Jaz sem odšel, Helena je pa potem snemala za mano, nikoli ne snemate skupaj, redko, razen če je v živo, tako gre, da bi šlo nastop, za arhiv se vedno posebej, da se vsakega točno vse. No in čez kakšen teden me Oto pokliče, blizu mene je stanoval takrat v Ljubljani, in ko sem to poslušal, potem, ko sem slišal ta izdelek,
ta pesem je res nekaj posebnega in večna. Še danes me ljudje Lahko povem, pa često ustavljajo. Pesem Vrniva se na najino obalo, bom čist direktno povedal, da si jo še mi, mladi, ko imamo kdaj kakšno srečanje, ali pa po domač povedano fešto, Ja, seveda. zelo radi zavrtimo. Zelo radi in še v teh časih, ki si ne bi nikoli mislil, ne? Recimo, sej vemo danes, koliko je nekih ansamblov ali pa pevcev, ko naredijo neko novo pesem, ampak Jaz jih 80% teh novih ne poznam. no, ker se je to tega sem hotel toliko, ja. reči. Tista pesem je popularna samo tisti teden ali pa dva, potem se pa pozabi. Ali pa čas kakšno leto ali pa kaj, ne. Ja. Ma zdaj, ki si rekel fešta, lahko tudi po Vajdovsko ti kaj povem, veš, ko sem bil tam pri vojaki. A ja, no, Se z Laro Jankovič, ko se srečamo, točamo po Vajdovsko divh. Je bilo prav smešno nam vsem, ki so rekli, recimo, ma kaj upaste pojeti soboto? Mi smo mislili, da to pomeni, če se upamo, ne. To dejansko pomeni samo, a boste peli v soboto. Ja, res. Jaz sem pa isto zdala mislo, enako, ja, kot ste rekel. Ma ja, se mi dopade primorsko, ne rečem, Ja. zgorej, Vajdovšna je uno, zdaj se mi mršk pomešal, mrška z Gorice, mrška z Krasa, govorim tako, kadar prijem tam, se mi zdi polej tako strašno domače. Če pa prijem na obalo, je pa vse na ki, ne, govorim pa drugače. Ja. Ma ki boš lahko prišel tam, ne, oni imajo tako, ki boš lahko prišel tam, ne tja, tam, ne. In tako, imam rad narečja. Mariborska sem zdaj pozabil veliko, prekmurskega bi se morda težko naučil, ne vem, ker sem bil tam na nastopih morda vsega skupaj, ne vem koliko. Ja, nastopov je pa veliko, če štejem operne nastope, ne, predstave, Koliko ste jih dali za sabo? Ja, predstave, ja, z opero skupaj, ti zelo težko bi rekel, vsaj 4700, vsaj, ne, ker je operna predstava bila skoraj vsak večer, ne, razen poleti, pa to, včasih smo gostovali na odprtih gledališčih, v Križankah, v Opatiji, gostovali smo tudi v tujini, še na Češko-Slovaškem, leta 81, Ja. Ojej, kaj sem si zapomnil, zdaj jaz ne znam češko, ne, ampak kaj reče metro, ne, ena postaja je Flora. Ukončajte vystupa nastup, dverže se zaviraju. Prišli se stanice, Flora. In en prijatelj pride enkrat k meni, mu to rečem in prav super. Gre domov, me kliče prav, veš, si pozabil noter reči prosim. Jaz sem mu sicer verjel, seveda sem mu verjel, ne, ker je šel na YouTube pogledat, nisem vedel, da je to na YouTubeu. Mal sem še po starem, pa včasih pozabim, da je skoraj vse na YouTubeu. Ne. Ja. No in, ali pa na Googlu. No in, pa me pa kliče čez pol ure, ne, nace, si imel prav, tisto je bila socialistična varianta, zdaj kapitalistična je pa sprosem. To se pravi, veš kaj mi ni bilo jasno, če si zapomniš, parapapapam, recimo, da poenostavim, ker tako si zapomnim, ne. In kam bi ta prosem noter dal, mi ni bilo jasno, ne. Ampak, viš, takrat je bilo tako, je bilo brez prosem. Eno krono si vrgel, pa si šel dol v metro. Kako je pa bilo? Veliko sem bil, da bi, zdaj sem se spomnil, če se kaj tazgo mi spomnim, veliko sem bil vabljen v tujino. To takrat na tekmovanju v Italiji sem dobil možnost službe v Trstu ali pa v Benetkah v operi, ampak je. Jaz sem 18 let, jaz to nemogoče, ni bilo še avtoceste, nič, niso bile povezave. Sicer s tem, ne, bila sta v komisiji naš Anton Drmota, tenorist, nisem se mu upal pristopiti, on je bil velik prvak Dunajske državne opere, še en naziv je imel, ne vem, kako se že tam reče, in bil je Tito Gobbi, to je pa slavni bariton, imate tam posnetke Marija Callas in on, ne, no in ne vem, se nisem odločil. Danes bi se odločil za Trst, ko je tako blizu. Ne? Ja, danes je pa res. Zdaj pa edinc, ne, starša in tako, nekako sem se počutil, da ne. Pa narodno-zabavni ansambli so me vabili naši, ne. Alpski kvintet, ko so se odločili, da ne bo samo Ivanka Kraševec, da bo še en moški zraven, sem bil prva izbira, v 3 dneh sem se moral odločiti, ampak se nisem, ne vem. Rad grem, tako sem šel recimo 5 zazdomce v Cirih, ne,
sam, pa še kolegica iz opere, zviš, zdaj bi moral prvo druge povedati. Ampak hoče povedati, da sem se odločil, da grem. Bil je ansambel z Velenja, bila je kolegica Zdenka Gorenc, napovedoval je Janez Dolinar, šli so z Radia Ljubljana še takrat, smo šli z avtobusom. Ne? No in za zdomce ali pa izseljence pet, to se ne da povedati. Kako so polni in srčni vsega. Tukaj bi še rad povedal, da je čudovito pet recimo v auditoriju Portorož, v dvorani Tabor v Mariboru, če govorimo o zabavni glasbi. Ampak, če pa zapoješ ljudem na vasi, je pa to spet nekaj čisto drugega, kako srkajo vsak tvoj ton. Imamo v Kostanjevici je ta društvo kmetskih žena in smo imeli enkrat 5 vasi, ena izmed njih je tudi moja, ne, nad Kostanjevico, jaz sem na hribu gor, gledam proti vdaljavo, zelo lep razgled. No in smo imeli skupaj, ne. Takrat sem šel tako luštno na ta nastop in tudi malo besedilo spremenil, jaz besedila dostikrat spreminjam tako, ne, na tist način, ne, in tako. In kako so to, ali pa se spominjam, recimo ena družina in je gospa imela 90 let in so rekli, če bi prišel za 5, sem rekel, ne morem, sneg je zunaj in tako, ne, iz Ljubljane priti dol, sem rekel, zdaj bom po telefonu ji zapel, ko pa prijem prvič mimo, prijem pa za 5 in sem mi prišel za 5. Ne, če nekaj obljubiš, moraš narediti. Ja. No in ta gospa mi je povedala še toliko zanimivih stvari. Jaz se sploh ne spomnim, da sva s Heleno nastopila v Kostanjevici leta 1989. Ničesar se ne spomnim. Ona je pa točno vedela, da se Heleni potem modila v Kočevje, to mi je bilo malo znano, nastopa se pa ne spomnim, ampak res popolnoma nič, ker to je bilo 2-krat na dan služba, vmes snemanja, intervjuji, potem popevke, v soboto, če ni bilo predstave, če je imel balet, sem jaz nastopil kje, ali pa v nedeljo, ali pa v petek zvečer, ker v petkih smo imeli popoldne predstave za šole in ponavadi ni bilo zvečer. Takrat sploh nimaš časa razmišljati, niti o tremi, niti nič. Jaz načelno neke treme nimam, ne, če sem dobro pripravljen, pa če si zdrav. Problem je, če je nek prehlad ali karkoli. To vam pa povem, moram potrkati, ker sem preživiran kot moj oče. Sem potrkal kar po glavi, ne, ker sem bolj butas, ne, če sem popravne izpite. Ne. Ja. Kaj moram pa še povedati? Ja. Dele sem se spomnil. Ko sem Ota nadomeščal pri vojakih, jaz sem znal operno pet, ne. Njega sem pa potem malo ponašal. Ni bilo pedagogov, ki bi naučili, ne, to. In to 10 let sem potreboval, da lahko zapojem nekaj opernega, pa takoj zatem nekaj zabavno glasbenega. Pop se zdaj reče. Ne. Ja. No, zdaj bom povedal tako. Za operno ni mikrofona, razen če je nastop nekje zunaj, ne, ali pa v dvorani. Ne. Če pa v operi, mi ni nič ozvočena. Ne. Opera je brez ozvočena. Razen če nastopaš, recimo v Kostanjevici, v gradu, ker se ima zvok odhod odbit, ni mikrofona, niti mikrofona. Ko smo pa na Vipavski, v Vipavi, pa ni, je vse odprto, pa mora biti. Ne. Ampak hočem povedati, no, za opero bom malo bolj stran mikrofona šel in potem za to drugo, Edelweiss iz filma Moje pesmi, moje sanje, Beli cvet, bom šel pa čisto zraven k mikrofonu, potrebuješ pa mikrofon. No, ampak zato to znam zdaj že dolga leta in to posredujem seveda mojim učenkam, učencem, študentkam naprej. In mimogrede, sem pa specialist za pevce, ki so hripavi, da niso več hripavi in tako naprej. Nažalost sem jih dobil pa veliko potem, ko se je že kaj na gasilkah naredilo, so bili operirani, potem sem jih jaz ponovno in pravilno shodil. Ne. Čim vidiš, jaz rečem vsakmu, ki pride, čim vidiš, da ti pedagog ne da nič novega, 1 ura pustimo ni nič, to včasih ne gre, ampak 3-4 ure, eno in isto. Ti moraš biti zanesljiv v nizkih tonih in z lahkoto pet najvišje tone. No, torej zdaj bom pokazal to razliko. Recimo,
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Beli cvet, cvet s planin, vsako jutro me vabi. No, tako, prej sem šel stran od mikrofona, ne, ker je glasno, tole pa zdaj je pa zabavna glasba. Ne. To 10 let sem potreboval, da sem se to naučil. Seveda, ko znaš, ne. Znaš, ja. Ja. Kako je že tvoj kužek? Simba. Simba, si se ustrašil? Ni. Ni, ne. Ja. Ni se ustrašil. Tako, ja. Ni. Unije vzune je pa... Tista zunaj je pa Lori, ta druga. Lori, ne, ja, Ja. Simba pa Lori, ja. Jaz najprej pozdravim živali, ko pridem hiši, zato, ker se potem počutijo živali zelo pomembne, ker to one varujejo hiše in ljudi. Tako, ja. In to. Pa to sem se naučil pa pred mnogo leti, da nikoli ne smeš kužka pobožati po vrhu, ker razume lahko kot napad. Vedno da troko, Tako, da jo povoha, ja, da vidi tvojo osebno izkaznico, bi Tako. človek rekel. To je v bistvu osnovno. Miha, pravilo. kaj te še zanima? Imaš lepo barvo glasu. Prepričan sem, da si vsaj drugi tenor, če ne celo prvi. Ne. Bova Ja. enkrat naredila Enkrat se morava preizkus. dobiti, tako. Tako. Pa bova to sprobala. Pa bova sprobala. Zdaj bo dolga zima zoprna, Ja. pa bova to naredila. Ja. Dajte mi eno zadevo povedati, ker ste glih omenjal tole. Če je človek zdrav, da ima zdrave glasilke. Zdravi glasilki, ki ima vsak Zdravi- sam po ja, dve. tista dve. Razen če Da imaš ti ima- 3, ne tako, vem. Ja. Da ima Oprostite, zdravi- to je bil ja, hec, Ja, to ne, ne. saj prav. Da ima zdravi glasilki. Ker ljudje ne vejo, veš, da imajo po 2 glasilki. Verjamem. Zato vedno to Verjamem. povem. Ja. A lahko vsak, če dovolj trenira, postane pevec? Skoraj vsak. Jaz tega ne bi bil verjel, če ne bi tik po smrti moje mame, moja starša sta namreč pokojna, oče 2002, mami 2008, nažalost, oba, ostaneci sta pokopana in je prišla k meni eno dekle in jaz sem jo tako ranljiv, nič ni zadela nobenega tona, ki sem preizkusil in tako. Pa mi je povedala eno situacijo doma, kako so, ne smem tega govoriti. Ja, Skratka, in se mi je zasmila. Jaz vam povem, čez par mesecev je bil čudež, ona je zadela vsak ton. Ampak, če je bila tam, da so bili drugi ljudje vse fauš zapela, ko so bila sama, pa vse prav. Na kar so bili pri meni enkrat moji dobri znanci, ki jih tudi ti poznaš. In sem rekel, lejte, vi se poznate z njimi, prijatelji ste, zdaj bom iz vrata zaprl delovne sobe, pa zapojte. No, je pa prav zapela. In potem sem rekel, nace, smo ti nekako verjeli, pa ne verjeli, ampak zdaj smo pa to v živo slišali, ko so jo videli na televiziji, kako je fauš, tisti tekmovanju, ki so bila in so še, to tako je. Ja. Tako da od takrat si pa rečem res, veste, ljudje pravijo, nimam posluha. Nihče ni brez posluha. To mi je en komponist, skladatelj povedal, je starejši že 100 let nazaj, jaz vedno vam to 100 let. Ja. Pel sem pa tako različne stvari v življenju, da se ne da povedati. Ampak džeza nikoli, ker ga ne čutim, rad ga poslušam, samo ne modernega, ga ne razumem. Ampak to prepustim pa mojstrom. Ne? In potem najboljša osnova za petje je najstarejši belcanto šola italijanska. Ne? Iz tistega potem mladiš, kar hočeš. Ravno zdaj sem gledal moja Katja Koren, ne? Kako je zdaj le v Bosni pele ene njihove, drugače pa šla v Anglijo po meni študira, osnova je imela mojo. Ne? Potem Ina Šaj, prej Martina Šraj, čudoviti so, Aleks Volasko, res so perfektni. Toliko jih je bilo, 3 mesece so pršeče, Rebeka Dremelj sem jo dobil, sva čudovito delala, sem jo pripravil za Eurovizijo. Ja, Potem Manca, Špik Domenkumer, Sebastian, ki si zelo bolj plešeno, zdaj spet poje, se mi zdi. Zdaj spet nekaj začel. Ja, Mislim, ja, da bodo zdaj imeli ampak ponovno to leto so- koncert v Cvetličarni, tile, od Bipopa
Zbrali so se ponovno so se skupaj. spet neki zbrali, ja. Preberem na Google vsake take stvari, pa seveda to so ljudje, s katerimi se slišimo, se vidimo. Čeprav oni imajo malo časa, jaz imam zdaj kar veliko časa, ker po tolikih letih vam moram po pravici povedati, zelo rad še nastopim, zelo rad in tudi na dobrodelno prireditev. Je pa nekaj res, včasih smo tu, če je bila daleč dobrodelna prireditev, ko je bil benzin poceni, tako. Ampak danes, če me kličejo nekje na Štajersko, pa to rečem, za benzin pa morate dati, to po pravici povem, ampak ne iz tistega fonda, ki je tako. Se spomnim, ko smo enkrat za Downov sindrom imeli, mislim, da na Otočcu, pa je imela gospa ne vem koliko znanih pevcev. Sem rekel, gospa, 2 pevca znana bi popili nekod drugod, pa unev tukaj, se jih je. A veš, tih ansamblov, pa veš kaj, popularne so zdaj tudi te skupine klasične glasbe. A veš, odkar so bili te čelist pa to, a veš, čelistov toliko, moja prijateljica in sodelovka bivša Ksenija Trotošek Brlek, ona je specialistka, ravno zdaj sem videl, ima specialistka za otroke učiti za čelo, violončelo, s celo besedo, tako da sicer pa ne otrok forsirati v petje, ne otrok, pa če slišite, da ste hripavi, mislim, dajte. Tam je, napište mi, ko se reče mesečno sporočilo, tam na Instagram ali pa na Facebook mi napište, bom dal telefon, pa boste prišli, pa bom poslušal pa povedal, kaj je in koliko je ura. Za vsakega, ki bi želel študirati petje in to. Torej vsak, ko ga zanima petje, da bi se rad naučil peti, se lahko obrne na vas kadarkoli. Ja, prosim, samo ko so se začeli pa te talenti, pa je bilo pa tega preveč. So mi poslali pa posnetke, pa sem povedal, drugače pa sem si rekel res, da bom vsakega poslušal in povedal mnenje, povedal, treba je počakati, treba iti na pregled, potrebno je to, ker, veš, Miha in poslušalci, ljudje ne vejo, koliko imajo dolgi glasilki, s kakšnimi amplitudami nihata, ampak to je na fonetriji en čisto enostaven pregled. Je kamera, ki je pod kotom 90 stopinj, tako da ne rabi biti noter, posname glasilki, kako se združita. In ne vem, skratka, jaz številke in maila ne morem dajati, ampak danes sem na obeh tistih TikTokov, ne maram pa to. Skratka, jaz sem pa Instagram, pa Facebook, to sem pa dežurni. V tem imam posebno veselje. Študente sem nagovoril, pa dajte. Pa nisem dal. Pa sem pa eno poletje imel tako glavobole, da nisem mogel nič iti na sonce in nič. No, sem pa Facebook, pa sem najprej sam poiskal, in tako. No, z Irinom Vrčkovnik sva takrat se zaklepetala, pol po telefonu sva šla na telefon, za celo noč klepetala. Jaz imaš veliko zapovedati. S toliko pevkami in pevci sem pel, s toliko ansambli, da se ne da povedati. Recimo Brandy, ko je sam najprej začel, pa je pa rekel, so se dobila, je rekel, veš, bom imel zdaj en fajn ansambl, veš, Don Juan, sem rekel Brandy, Don Juan je po naše. Ja, ne, bo kar Don Juan, No, in je res čudovito so. Oni so v redu, naredili, res. Ja, čudoviti so bili. To je bilo eno obdobje, so bile take pesmi zelo popularne. In to so pesmi, ki bomo še čez 50 let poslušali. Kakšne ja, kakšne ne. Ja, no, tako. Ja, tudi tam so kakšne, ki izstopajo, seveda. Ja, normalno. Je pa sin seveda poskrbel za ponovno oživitev teh pesmi, No, pa recimo, vrniva se na najno obalo, so zdaj zapela Raven in Gregor Ravnik, ki je, ko je prišel oper, je moje vloge začel prevzemati, zdaj imam že glavne vloge in tako, čudovit pevac je Gregor, No, in ona dva sta posnela to, ampak čisto na drug način. Ljudje me sprašujejo, pa sta bila vidva boljša. Ne. Ona dva sta drugačna. Je čist drug aranžma, tam ima Raven bolj tako, eno tako malo bolj vodilno, ne skupno. Samo ena stvar me tam moti, tisto povem pa samo njima, ne drugim ljudem. To je tisto pa nečesa ni bilo. Ja, tale ena ura, če je duet, tercet, karkoli, moraš najti vedno neko, vedno mora biti neko sožitje. Če se steče več pevcev, nikoli ne smeš ven štrlet,
kot temu rečemo, da si glasnejši, razen če skladatelj to napiše. Povej, Miha. Pravim, da se ta najina ura zelo hitro obrača, ker mi res veliko ste povedal, pa še kaj mi boste zdaj za na koncu. Vse se bova še kaj videla, Seveda, pa bova še kaj naredila. Seveda, da ne bova tako predolga. Ampak veste kaj, me pa še zmeraj zanima, tole Povejte, gospod. mnenje. Kakšno je vaše mnenje o slovenski glasbi, ki se izvaja trenutno? Se pravi, če pogledava, vsaka vas ima že skoraj svoj ansambel. Enako sem Alfija Nipiča recimo vprašal. Sem razumel. Nasplošno bom povedal. Tako. Lejte, čas gre naprej. Recimo, dobro poznam Italijane, ne ljudi, jaz sem veliko v Italiji in tako in tudi jamrejo, ni več unih pesmi, ki so bili. Ne morejo biti, čas gre naprej. Veste, Bojan Adamič mi je nekoč rekel, veš, Naca je rekel, sva se tikala, ker je bil on radioamater, sva se najprej spoznala kot radioamatere prek CV postaje, zato sva se tikala. Veš, je rekel, najboljša viža je preprosta viža, da gre v uho. Potem je pa stvar aranžmaja. Ne more biti zdajšnji aranžma enak, kot je bil pred toliko leti. Nemogoče. Ne? Je pa res, da je pa od tega, kar sliši človek, ugasne. Ne moreš poslušati. Ne gre skup. Besedilo. Vsi smo k meni prišli zato, da smo vsi praznovali, draga mati, k tebi smo vsi prišli, ne? In taka besedila, ki ni nič. Ko sem jaz snemal pred 4 leti, je tudi na plošči, ki je išla lansko leto ob 50-letnici mojega petja, sta mi Sašo Fajon in Dragomir Mef dala dovoljenje. Ko sem jaz to pesem pel, v nižji tonaliteti, ko sem Jana Plestenjaka, ker prvi jo je pel s Primorske, kam je pa je zdaj, višje, moj glas tam na tisti višini bolj za ljubezenske in take, Slavko Ivančič. Pole Rojka je imela svoj slog, prejšnja. Zaslišim Jana, ko mene več ne bo, sem rekel, to je to. In to besedilo in to, ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj, bo zemlja in nebo in tako naprej. Tukaj, jaz sem jo 4-krat posnel tukaj v Novem mestu, Tomaž Maras Mot, on me vedno snema, in 4 variante sem naredil, sem rekel, zdaj pa ti povej, kjera gre na ploščo. In to, če kdo prije k meni na obisk, to pesem zapojem, 2-krat je ne morem enako. Čutim jo pa tako močno, da se ne da povedati. Torej, o današnji glasbi ne morejo biti aranžmaji in pesmi enake, kot so bile. Čas gre naprej. Moramo razumeti. Torej, nekatere neumnosti, ki so tudi odnašle na Euroviziji, 2 se zdaj spomnim, to je, tega ne razumem. Tega ne razumem. Ene nisem čisto nič razumel, ena pa sploh bila, ne vem, zdaj sem že pozabil, kdo sploh to je. Nič vem, sam vem, da 200 mi pa čisto tisto. V glavnem treba razumeti, kaj se poje. Čas gre naprej, aranžmaji so sodobnejši. So bili, takrat so se z Denisom Avdićem spoznala, je bil nek festival najprej, vem, da je bil pol festival Kongo. In so samo usta odpirali, mi smo poslušali dejansko posnetke, ampak veste, to je, kako slišiš, ali zbori zakrito ali še z enim glasom zakrito, osnovno petje, koliko je štukanga mi rečemo, in to in un, to tako. Jaz sem se tako smejal, jaz sem bil za Lenko Gotar, sva bila za glas, se mi zdi, ali sva bila z mojim tedanjem učencem Sebastianom, ker sem 2 leti ali 3-krat zapored sem bil. In Denis je pa, kašta si pa prišla, poglej, ker to, pol nek smo ocenevali, pa tako ne. No, skratka, jaz sem se res osredotočil na glas in tudi moji, teli, ki so bili noter, tista ena, ki je bila noter, pa je bila moja učenka tisti hip, pa sem mi dal največ točk. Je imela eno pesem, jaz se nisem poznal, ampak mi ni mi dala izraznosti, ni mi dala tega, ni mi pet. In drug primer, ansambla Zaleja, tukaj iz Gaberi, so bili doma, ki so pač nekaj, 2 sta bila moja učenca,
Denis, ki je potem nehal, no, in Alen, ki je vse to, njegov oče pa vse to, smo prijatelji z družino. Ne. To so bili pa pridni. No. In ne vem, kako so me poiskali, sem pozabil tam, da so v polfinale sem jih pripeljal v Talente, potem so dobili Kanado in Ameriko, gostovanja in tako. In smo prijatelji tudi ostali, seveda. Ne. Ja, zelo je, oni so celo en video spot snemali, ko sem jim jaz belo palco posodil takrat. To si mi omenil, se mi zdelo strašno lepo in sinoči sem Alenu to povedal, sva govorila, ali pa predsinočni. Ja, tako. Ja. Ko mi je Alen prosil, če bi, sem rekel, veš, da se ni noben problem. Ja, se vedno se da, ne. Moram pa priznati, no, za belo palico, ne. Dejte si zapisovati, če kakšno knjigo ali kaj posodite, ker veste, ko boste 10. nekaj posodili, že ne veste več, komu se posodili in ne dobiš nikoli nazaj. Ja. Tako je mene enkrat presenetil, da sem v poštnem nabiralniku dobil en film DVD, Soba za razgledom, ki je mimogrede čudovit, lahko si ga ogledate. Soba za razgledom, glasba je tudi sjajna in tako. Sicer pa obožujem slovenske filme, nekatere znam na pamet. Že leta nazaj. Ja, tudi meni je marsikateri slovenski. Še ena anekdota iz opere. Ja. Jaz sem že s sosedom sva hodila na predstave, že ko sem študiral, ne? In sem določeno opere znal na pamet, vse vloge. In enkrat prijemo v službo, ko sem bil že v službi, pa je šepetavka, ne, mislila, da je zvečer, je bilo pa ob 3 za šole ali pa za upokojence, ne vem. Ja. Zdaj pa ostali niso imeli napisano, noben ni imel v knjigi celotnega besedila, nekaj je v češčini, spod pa podpisano slovensko. Samo Špicent vodja predstave, on pa ni mogel biti brez tega. Tudi unik imajo glavno vlogo, mora not ponavljati vmes kaj, a veste. Ja. In sem rekel, spet je bil Mejster Švara. Mejster Švara sem rekel, če bo Indijanca nekdo drug pel, ne, ki je bil tudi v službi, sem rekel, bom jaz na pamet sufliral celo, me pogleda, mi je pa verjel, ker sem mu toliko predstav rešil in to. Enkrat tisto ravno, ker sem tisto tenorsko v 3 dneh moral, ne, pridem gor, sem rekel, maestro, znam, boste preizkusili me, ki je on dirigiral zvečer, ne. Me gleda prav, veste, nace, vas mi pa ni treba preizkušati. A veste, kakšna pohvala je to? Ne, ja. To je to. Mimogrede, pri 17 sem pel Titu, pel sem, ko je Načkov Šuštar pel maševal na Brezjah. Nisem delal nikoli z razliko, ali je Rdeč križ, ali je Karitas, ne. Mi je hecno glede Karitas sklanjajo kot moški, ne, ni Karitasu, ker je ženska, ne. Ja. Tista Karitas, ne. Ja, sem pel za Karitas, ne. Nisem pel Karitasu. Ja. In tako, skratka, ne delam prav nobenih razlik, čisto nobenih, ne. Kako je pa to moje versko prepričanje, pa to te pa res povsem moja osebna stvar, potem pa ne razlagam. Ja, se čisto razumljivo. Ja, moram povedati, včasih pravijo, da se dobrota povrne. Ne vedno. Se spomnim po operaciji glave, sem imel anevrizmo, kako sem iskal ljudi, da bi jim kaj pomagali. V Ljubljani sem bil, moji 2 sorodnici nista mogli, ena je lobovna, ena ima hudo alergijo. In odpravil sem se na morje z znancem in ko ni bilo vroče, odhodil na plažo in tam s svojimi znanci z obale. Ne. Jaz sem še vedno na relaciji obala, ne, ker čas je Portorož, čas je Strunjan. Ja. Ljubljana in Kostanjevica, ne. Sem pa občan Kostanjevice na Krki. In letos sem prejel, ne bom se hvalil. Lahko. Letos je eno posebno leto, da sem se pravzaprav ustrašil. Ja. Najprej sem dobil od založbe Helidon 41 let, ko je pri njih prva moja plošča išla, gospod Vilko Ovsenik, ko sva prinesla trak še takrat s pesnerjem, on je to napisal pesner, in rekel, to bomo pa mi izdali. Potem sem dobil ob občinskem prazniku posebno priznanje župana občine, svoje občine Kostanjevica na Krki. Ob tej dobrodelni pa še župana Šenterneja. Sem rekel, to je pa za eno leto res veliko.
Naj ne spade to kot neko bahanje, ker ste o tem brali, Ampak jaz pravim, zakaj se ne bi ker šlo so o pohvalo? tem brali, ker je bilo v toliko časopisih in povsod. Nekaj pa je, nacionalna televizija nas starejših pevcev kar nič ne pokliče, kar je popolnoma v nasprotju z neko moralo in etiko. Namreč jaz televizije že dolgo ne gledam, ampak povejo mi, da hrvaška televizija, za italijansko pa vem, ker prijem komu na obisk, ne, pa imajo ves čas prižgano, ne. Oni njihove starejše igralce, pevce, veste, tam za pogovor, se jim treba, da pojejo, ne, za pogovor, popoldanska oddaja v nedeljo ali kaj takega, ne. To jih, veste, ker ljudje to radi vidijo, ne. Starejši ljudje bi radi tudi ne pevce, ki so jih oni v mladosti poslušali, ne. Ampak žal ne pokliče nihče, tako je. Se pa potem, no zdaj imam za sosede te televizije, kot sem jih prej omenil, ne. Pravkar sem bil, pred enim mesecem sem bil v oddaji na TV Veseljako, no, in to je tudi na YouTubeu. Škoda je, ker pesmi dveh pa ne smejo na YouTube dati, ne vem, pač po nekem zakonu, no, ampak vendarle je toliko govorjenja, sicer pa preveč govorim, Miha, tako da je lahko zaključek tvoj. Meni je pa v redu, če govorite, ker včasih moram... Veš kaj, zdaj bomo imela pogovorne vaje vsake toliko časa. Škoda ni poletje, ko sem bil tukaj. Ker iz drugih ljudi včasih moram odgovore vleči ven, po domač povedano. Ker z drugih pol rečeš za vse, veš, iz nekaj ljudi ali pa z mnogo ljudi. Z mnogo, tako. Je treba veš, bila sta dva profesora na Filozofski fakulteti in slovenščini. In če si šel enemu na izpit in vsak sta zagovarjala čas svojo stvar. Pri enemu se mora reči, mnogo otrok je bolnih, pri drugem se mora reči pa mnogo otrok je bolnov. In če tega nisi rekel, si padel. Ja. Tako je bilo. Ampak meni se zdi, da take napake... Pomeško pa še tako, ne, vse na U. Jaz rečem moji sestrični, Ingrid Recko Avbar. No, pravim, veš, jaz tebe dajem za primer študentom, ne, kako se ne sme široki E5. Ne daješ za primer, ker na mesto široki E pa A skoraj združen ga dajo nazaj, ne. Ona reče veselje, ne. No in pa sem mi to pokazal, kako ni tako prav, sem rekel, veselje naprej. V naciji, kaj te žlahta, pa te starejši mi naciji kličejo. Ne morajo več nekati. Ne. Seveda. Ne, sva zelo prijatelja, pa tudi z njenim bratom, moj bratranec Uroš Recko. Imam pa 21 bratrancev in sestričen, tako da jih imam vse strašno rad. Torej po mamini strani 6, 5 po mamini strani, pa en po očetovi, so letnik 65, sem rekel, so se zmenili, kdaj bodo naredili otroka. Zdaj odhajajo v pokoj. Pozdravljam vse moje drage sorodnice in sorodnike, vse prijateljice in prijatelje in tudi pač vse ljudi, ki naju poslušate. Lepo bodite, želim vam vse lepo in upam, da se še slišimo. Seveda se. Naj izkoristim še 10 sekund, da vas povabim na spletno stran portal 100.si. Imamo pa tudi svoj Facebook in Instagram profil in najdete nas pa tudi na Discordu. Tako da hvala lepa, lepo se imejte.